Gledate oddajo Klepet ob kavi. Čeprav nas tega v šoli ne učijo, nas zagotovo zelo zanima, kaj vse je v vesolju. Smo res sami kot bitja, ki živimo na našem čudovitem planetu. Imamo lahko mogoče kar odprt in odkrit stik z nezemeljskimi bitji, kot pričajo mnogi širom tega sveta. O tem nam je v naših oddajah že veliko povedal gost, ki je ponovno z nami, gospod Matjaž Obranovič. Lepo pozdravljeni. Hvala tebi enako za povabilo. Dobrodošel. Ja, hvala še enkrat. Spet same zanimive zgodbe. Same zanimive zgodbe, ki se bojo pa še potrjevale skozi ta moja predavanja in pa ljudje bodo dejansko prišli do tiste resnice, ki je bila dolgo časa prikrita. Ja, lahko rečemo hvala internetu tudi za marsikatere posnetke, ki so vendarle vzdržali čas. Čas in pa to težo zanikanja. Težo zanikanja skozi dolga desetletja, ampak prikrivanja dogodkov, ki so se v resnici zgodili, ker so tudi dokumentirani. Torej, to ni plod nekih morebitnih teorij zarote. Tako. Ena takih zgodb se je zgodila pri prvem preletu. To je bil prvi poskus z letalom preleteti Antarktiko. Kaj se je zgodilo? No, tako se pravi, če gremo še malo bolj nazaj, so bili prvi preleti že v letih 1920 in to jih je upravil ravno ta admiral Byrd. Se pravi, on je že preletel? Že preletel in je delal testne poskuse, preletel je okoli 2300 km in naredil več odprav. Ena odprava potem med mnogimi je bila tudi leta 1933 do 1939, je spet letel tam. Tako da na koncu je imel ogromno odprav. Zadnja odprava je potem kulminirala v operaciji Visoki skok, high jump, se pravi, ker je pa prišlo dobesedno do srečanja z nezemljani. Se pravi, nezemljani, ki pa niso bili, so bili notranji zemljani. Matjaž, zdaj lahko poveva, da je general Byrd, general ameriške mornarice, ki je povezan z bazo, torej obstajajo posnetki, obstajajo njegovi zapiski in priče. No, in torej zdaj smo pa v letu 1947, je tako? Okay. Torej leto 1947, spet ta prelet, vsi spremljajo in tukaj kaj se zgodi? Kaj lahko beremo v teh njegovih zapisih? Še prej, se pravi, bi se pa vrnil na to, da je Združeno ameriško poveljstvo poslalo njega v ekspedicijo, se pravi, raziskati Neue Schwabenland, se pravi, Novo Švabsko, deželo kraljice Mu, kjer so pač bili dejansko notri nacisti. Ta zgodba sega pač v drug čas, ne v to temo. Vzel je pa sabo 5000 vojakov, ogromno število letal, podmornic, letalonosilk, potem hidroplanov in pa dejansko celotno roto vojske. In jasno, ko je pač priletel na to področje, se pravi tudi za letali je pač opazoval to pokrajino, njemu so stalno poročali o nenavadnih premikih, neznanih letečih plovil. In na koncu je prišlo do tega, da se je srečal, jasno, stalno je bil v radijski povezavi z poveljstvom v Ameriki, da se je srečal z nacističnimi plovili. Se pravi, za plovili tipa H v nebu 3 pa 4. So pa to že ogromna plovila, katera so dejansko samo branila svoje ozemlje. In tukaj gre za naciste. To je bilo v času druge svetovne vojne? Po drugi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni, leta 1947. Predtem je pa še admiral Byrd pa obiskal notranjo zemljo, to pa popolnoma druga zgodba. No, to je pa zdaj to, kar nas zanima. To je pa tisto, kar je prikrito, česar nas zgodovinski učbeniki ne učijo. Ne učijo, so ampak obstajajo posnetki, obstajajo dokazi. Absolutno. In tukaj moram, da bom recimo ljudem pojasnil, zakaj se gre. Stalno se pravi uporabljajo eno isto laž. Laž na laž na laž in na koncu se laž prime. In ena taka laž je teorija zarote. In ta teorija zarote je konstrukcije. To je ona dejansko to teorijo zarote postavila na plano. Da jo zdaj uporabljajo v vseh mogočih kombinacijah. Še vedno. Še vedno. Temu, in če dalje bolj. Da je ta hladna vojna tistega časa, kar je bil tudi fokus človeštva, preživeti jedrski napad, bodi se z ene ali z druge strani, še nekako razumljivo, ampak zdaj pa res čas, ko tega več ne potrebujemo. Je pa ena druga stvar, pa sovražni govor. To je spet konstrukcije. V vseh oblikah. Zatreti maso ljudi, da ne razmišlja svojo glavo, ampak da se boji. Spet strah.
ustvariti strah v ljudi. Zbujati strah in ustvarjati negativne. Tako. No, in zdaj ta najina zgodba notranje zemlje, ki se pojavlja v vseh starodavnih modrostih, da nekaj je Šambala, notranja zemlja Agartha, pa mesto Telos pod goro Šasto, kjer se tudi pojavljajo nešteto posnetkov. Še danes. Recimo imamo pa tudi v Tibetu ta vhod na notranjo zemljo, imamo v Egiptu, pri piramidah recimo imamo notranjo zemljo, se pravi, če greš nekako 60 metrov pod to piramido, so te vhodi, posebej en tak vhod je na levi strani te sfinge, ki ga pa straži egiptovska vojska, tudi moramo povedati. In ko prideš notri, so predori na vse strani sveta, v ta mesta. Torej, spodnja zemlja je prav tako povezana, vsa ta mesta? Vsa ta mesta, tako. In kaj je potem, zdaj nas zanima seveda ta konkretna zgodba našega admirala Birda. On je zapisal, da se je kar naenkrat so se ustavili inštrumenti, namreč zgubil je stik z bazo, orientacijo. Niso vedeli sploh, kje je človek. Tako. In kot da bi izginil iz obličja zemlje. In kar naenkrat se mu je odprlo zelenje, je pogled na čudovito pokrajino in on je napisal, oziroma tudi povedal, to, kar zdaj vidim, tega ne bi smelo biti tukaj, saj je bil vendar v deželi ledu. Tako. In potem celo govori o živali, češ da je to žival. O mamutu. Mamutih omenja, podobnim mamutom. Žival podobna mamutu. In potem pa to, kar je pa za nas zdaj najbolj zanimivo, kdo ga je sprejel. Torej, ta magnetizem, ki je bil dosti bolj, kako bi rekli, razvit, kot je recimo to, kar je sposobna naša znanost na površini zemlje, ustvariti, pristane to letalo v tem čudovitem prekrasnem raju na zemlji, kot ga opisuje, da sploh ni besed v človeškem jeziku, ki bi opisal to lepoto te dežele. Ampak kaj je bilo zdaj to sporočilo, ta izmenjava, kaj se je zgodilo? Kdo ga je sprejel? Sprejel ga dejansko predstavnik te civilizacije. Enim pravijo kralj notranjega sveta, ima več teh nazivov, ampak pustimo to, ne bi šel v to, bistvo je to, ko on prišel v to notranjo, oziroma še pred notranjo zemljo, je videl to pokrajino, videl je gore, vse je zginilo, se pravi, rekel je, da je svetloba ratala drugačna, kot je pa na zunanji zemlji, se pravi, na površini. Barve tudi drugačne. Barve druge, vibracija druga. Potem videl je živali, videl je, se pravi, ogromno rastlinja, goste trave, kot je ena pampaška trava, videl je mah. In potem pa če dalje bolj. In kar naenkrat, ko je že mislil, da bo avion padel, takrat so vsi inštrumenti nekako še delovali. So skakali, žiroskop, vse te navigacijske inštrumenti so poplesavali. Pa magnetni se pravi, inštrument za letenje. Kar naenkrat se je oglasil en glas. Se pravi, vi ste tukaj, ne se prepustiti strahu, vam bomo dovolili varen pristanek. In potem ta pristanek je trajal še okoli 7 minut, preden so jih spustili to v notranjo zemljo. In potem pa se začela ta procedura, se pravi sprijema in pa sporočilo človeštvu, kaj se dogaja, zakaj se dogaja, in pa tudi povzročili ste ogromno gorja, se pravi ne samo v zemlji z atomskimi poskusi, ampak tudi v zunanjem svetu, se pravi v celotnem osončju, naši galaksiji. Kajti naša galaksija je prepredena z tenkimi nitki, komunikacijskimi nitkami, s katerimi se pa te medzvezdne ladje med sabo usmerjajo in pa komunicirajo. Torej, čudovito sporočilo, ki ga je seveda admiral prinesel človeštvu, ampak nekako seveda so potem vsa ta sporočila tako rekoč zanikali oziroma obljubil je, da o tem ne bo govoril. Tako, prišel je nazaj in jasno je, molk je bil zaukazan, je pa interesantno to, da je celo en del poročila prišel v javnost, so ga mediji objavili in potem takoj umaknili, da to pač ne taka teorija. Tako. In zdaj s tem stikom plovil, ko govorite o tem, kako smo povezani pravzaprav tudi z višjimi dimenzijami, prihajava pa k drugemu takemu dogodku, ki je prav tako bil dokumentiran z več pričami vojaških oseb, tako imenovani, kako so rekli, napad Alien Attack on Washington. Na področje nepreletov, se pravi, ki ne smeš leteti. Nad Belo hišo. Kaj se je zgodilo? To je bilo pa katerega leta? To je bilo pa leta 52, se pravi, ko so spet takrat moramo pa videti malo nazaj, se pravi, prvi prelet je že bil tudi nad Los Angelesom, kjer obstaja tudi film igrani, ampak to je skropucalo od filma. Dejansko se je pa takrat šlo za prelet isto nemških teh neznanih letečih plovil,
In to je opazoval en človek po imenu William Tompkins, star je bil pred 2 leti, bom povedal zakaj, 94 let, in so ga točno na 21. avgusta so ga obredno umorili. Zakaj? Ker je preveč stvari povedal. On je bil pri vseh teh zraven, imel je fotografski spomin in deloval je na področju, se pravi v vetrovniku, kjer je razvijal te neznane, se pravi za nas, neznane leteče ladje v obliki podmornic na antigravitacijski pogon. In takrat so oblasti v Los Angelesu celo noč streljale na ta plovila, niso pa nobenega zadele. Zadele so samo 2 drona. No, in to je potem kulminiralo v letu 1952, ne, ko so ameriške oblasti spet so mislili, da prihaja Unij od zgoraj, so bili pa nacisti. Aha. In pa takrat so pa nacisti ponudili njim tehnologijo v zamenjavo, da se tukaj na Zemlji, to je interesantno, stvari uredijo, prikrijajo, ne? Tudi za Ruse velja isto razložitev, ne? Mi pa gremo na Mars, na Luno in pa gor v Sončje. Ampak vmes se je pač umešala tretja sila, visoki in pa mali sivi, in so njim ponudili tehnologijo za izmenjavo, se pravi tehnologije za ugrabitve in tako naprej. No, to so zgodbe, ki res burijo duha, ko se človek začne poglabljati. In jim ni konca tudi, in jim ni konca, ampak pomembno je, da vendarle vemo, da nismo sami. To je prva stvar, pa mislite, da bodo kdaj začeli, vsaj tam, kjer so posnetki? So že, se pravi, lansko leto, to je treba zdaj povedati, hvala za vprašanje, so ameriške oblasti prvič priznale obstoj neznanih predmetov. Prvič v zgodovini. Se pravi, da nekaj je. Še ne pravijo, so te psauni, ampak ne, obstajajo. Obstajajo in verjetno ameriška administracija to ve seveda že dolga leta, pa ne samo ameriška, ampak tudi ruska in tudi druge. Vse glavne te sile, vse vejo. Vse vejo, ampak do zdaj, kot ste rekli, zaukazan molk. Ampak se vam zdi, da je to posledica razvoja zavesti človeštva, da vendarle želimo vedeti več in se odpiramo za te informacije. Internet je tudi naredil svoje. Hvala, točno to. Spet internet je bil narejen strani CIA za kontrolo, ampak se je vmes zgodilo to, kar se je, družabna mreža in je danes to nemogoče ustaviti. No, krasno, da imate vi predavanja na to temo, ker ljudi to seveda zelo, zelo zanima. Vse več je ljudi, ki jih to ne bega, ne straši, ampak preprosto zanima, ker je tukaj možnost za širjenje zavesti, za razvoj novega človeka na tej novi zemlji. Kdaj je vaše naslednje predavanje in kje? Moje predavanje se pravi bo v Celju 17. aprila. Bo pa, se pravi, ne bo v Narodnem domu, ampak bo v knjižnici in bo tudi ta, se pravi, naslov še dodatno sporočen, tako da ni problema nobenega za... V knjižnici Celje, glavni knjižnici. Tako, mislim, da je glavna knjižnica tako Celje. Ja, imate dobre izkušnje z ljudmi, jih zanima, kaj vse vas sprašujejo? Posebno v Celju imam krasne izkušnje, krasna vibracija, ljudje so odprti bolj pomagajo kot tukaj nekako, tako da pa ni jih strah tisto, kar povem, ker važno je, da se ljudem ta strah anulira. Tako, in da tudi se mi spoznamo, da smo dosti več kot to telo, kot to človeško bitje tukaj, ki nima neke moči. Da nismo samo telo, in da ne živimo samo enkrat, ki pravijo, samo enkrat se živi. Če imaš tako zavest, se živi enkrat in potem si reva, si v tej matrici noter si padel in te s tabo manipulirajo do konca. Točno to. Se pravi, izstopamo iz matrice, rapidno ustvarjamo novo, srečnejše življenje. Osvobojeno življenje človeka. Tako je. In še tretje teme sva se želela dotakniti, kakšna je ta povezava med recimo Združenimi narodi kot eno največjih organizacij na tem planetu, ki naj bi. In vsemi temi našimi vladami, ene take, druge drugačne. Svet naj bi bil najbolj miren do zdaj v zgodovini Zemlje, zavest človeštva ne bo več dopustila, tudi nezemeljska bitja ne dopustijo več uporabe jedrskih konic. Kaj nam pa o tem še lahko poveste? Ja, zdaj ena taka spet stvar, ki se je zgodila v nizu teh dogodkov, je bila prva medzvezdna konferenca v škotskem višavju, v gradu, se pravi Drogo, kjer je bilo prisotnih 100 nezemeljskih bitij. 100 nezemeljskih bitij, o tem ni noben poročal. In te konference se dogajajo vsakih 10 let. Nasedla v Iranu. Mislim, da je bila 61, 2500 letnica cesarstva nekako. Takrat je bil še Reza Pahlavi, šah, neprisoten, potem pa so začele jasno, ker je se to pač preveč dogajalo, preveč se je razkrivalo. Je CIA naštimala, da so ga počasi, s pomočjo muslimanskih teh vernikov, so ga pač onemogočili. Spravi, vero so spet uporabili za eno drugo stvar.
No, ampak vsi ti naši bratje in sestre pravijo, da prihaja čas, da se bodo lahko pokazali bolj masovno, da ljudje ne bodo več v takem šoku, če bi se kar na lepem, recimo iz višjih dimenzij ti prikazal, ne vem, tvoj prednik oziroma, razumem, kot veste, ne? Kako daleč smo pa s tem, kako se vam zdi? Tukaj smo zelo daleč, ne? In eno tako sporočilo, katerega bom tudi širil na predavanju v Celju, je to, da sploh ni treba gledati v nebo gor, ne? Ali so ali niso. Oni so tukaj, se pravi, tukaj so visoko okoli 400 km, ogromno plovil po celi Zemlji. In recimo ravno zdaj, mislim, da je bilo okoli 25. decembra, se pravi za Božič, ne? Je ta temna kabala, temna država, ta industrijski kompleks, pa bankiri, ki so sploh povzročevalci vojn, to je prvo treba povedati. Ker imajo interesu, ker je to biznis. So poskušali Bolivija, Brazilija, Čile, Argentina narediti napad na te energetske objekte, se pravi, ni elektrike, ni tega, ker on ima že tako veliko problemov z temi begunci, oziroma ki se ljudje sedijo, ki so slabe socialne razmere. Plovila iz Arcturusa ali pa iz zvezdnega sistema Antares so to preprečila. Se pravi, tukaj niso samo plajačni, kot ljudje mislijo, pa iz Siriusa, pa tako naprej, druga Arturijanci. Ne. Ravno te so nekako borbeno, bolj tako nastrojeni, ne, borbeno, to je zdaj tako velik, to je trda beseda, ne, ampak ravno te so jim preprečili. So se pokazali, ker oni imajo ta plovila. Zanimivo, ker obstaja posnetek, kako svetlobni žarek uniči jedrsko konico. Absolutno. To so fascinantne stvari, ki so dokumentirane in posnete. In ne pustijo tudi sprožiti na gumb. Tudi če na gumb sproži, ne bo nič, bo vse odpovedalo. Torej, želiva povedati, da jedrske vojne ne bo zato, ker je prepovedano oziroma naši bolj razviti, če lahko rečemo, bolj zavedni, tako na višji frekvenci. Niso nič bolj tako razviti, zavedajo se bolj. Tako, samo bolj se zavedajo in verjamejo v človeka, da bomo končno se prebudili in ozavestili, kako veličastna bitja smo tudi mi in da lahko s svojimi odločitvami usodno vplivamo na svoje lastno življenje, v dobro ali pa seveda tudi v slabo. Tudi za njih, ker to je tudi naša in njihova prihodnost. Ker moramo vedeti, mi imamo 5-zvezdno obliko. 2 roki, 2 nogi, glava. In oni so isti, oni imajo telesa. Čeprav so v 5. dimenziji, govorim za Sirijce, za Plejačane, te, ki so v 5. dimenziji, so tudi v višji, ampak te nam pomagajo. Točno to. Potem imamo pa še bitja iz notranje zemlje. Človeštvo je v tem trenutku torej deležno ogromno neke podpore in pomoči in se na njo lahko obrnemo in na voljo nam bo nova tehnologija za dolgo življenje, za aktivirano telo. Je tako? Absolutno. Se veselite prihodnosti, tudi svoje. Se veselite, koga bi najraje povabili na večerjo? Ker temu Birdu so celo postregli neko pijačo v notranjosti zemlje. Kaj bi postregli, če vam pride na obisk nekdo, ko bo prišel ta trenutek? Veste kaj, se pravi, če bi prišel na obisk, dejansko bi bil klepet ob kavi? Bi bil klepet, samo v naslovu ob kavi, ampak klepet 2 src. Kako lepo. Klepet ljubezni, klepet podpore, klepet prebojenja človeka. Ne gremo več nazaj. Nekajkrat smo že uničili našo civilizacijo. Tudi svojo to priložnost, večkrat že v tej zgodovini. In zdaj je čas, da se ta norost zaustavi in gremo. Dokonča do konca. Čeprav se pravi, vse zamisli od nas, ne od njih, od nas čakajo. Ker to bo sprožilo val dogodkov v celotni galaksiji. To bo šlo na Sirius, na Plejade in še gor naprej do galaksije Andromede in do Andromede same. Lepo ste povedali, cela ustroj vesolja čaka človeštvo, ki je zdaj že pripravljeno na novo zavest. Zavest ljubezni. In to se ni še nikoli zgodilo. Zato je toliko prisotnih teh civilizacij, ker nekatere so prisotne, pa se nočejo kazati. Samo opazujejo. Dokler ne bo pravi čas. In zdaj je pravi čas. Zdaj je pravi čas. Hvala lepa še enkrat za obisk. Do naslednjič. Hvala. Tako, torej, veselimo se ne samo klepeta ob kavi z človeškimi bitji, ampak morda v prihodnosti še v času našega življenja tudi z tistimi bitji, ki so nam zdaj na voljo, da nam pomagajo.